V matični knjižnici Kamnik je potekala otvoritev razstave o Maksimilijanu Skalarju, glasbeniku in violinistu. Gostiteljica razstave, direktorica matične knjižnice Kamnik, je v namenu razstave povedala: Naše okolje ni samo tisto, kar mi zgradimo, kar mi pridobimo, kupimo, ampak tudi tisto, kar ustvarimo, kar radi počnemo. In drobec k tej ustvarjalni dediščini Kamnika je dodal tudi glasbeni pedagog in goslar Maksimilijan Skalar. To razstavo in današnje srečanje posvečamo njemu, njegovemu zanimivemu življenjskemu delu. Že prej smo seveda slišali o njem, vendar pa, ko se človek poglobi v to, kar je on počel, šele spoznava bogastvo njegovega dela. Samo zanimiv utrinek pred leti, ko sem bila na izletu na Ptuju in sem šla pogledat njihov muzej, sem tam videla pravzaprav kotiček, majhno delavnico, ki so jo imeli doma, gospoda Skalarja. Pa sem si rekla, no, na Ptuju se ga radi spominjajo, pri nas pa pravzaprav nismo kaj zelo obeleževali spomin nanj ali pa se mogoče ne zavedali njegovega prispevka k naši ustvarjalnosti. O Maksimilijanu Skalarju pa je nekaj besed spregovorila ena njegovih 4 hčera, Darka Skalar. Povedala je, da je bil kljub svoji veliki glasbeni nadarjenosti najprej in predvsem družinski oče. Saj je kar 4 hčerke uspel upeljati v svet glasbe. Najstarejša 2, Sabina, živi v New Yorku in je tam violinistka. Mlajša sestra je Olga, živi v Bonu in je tudi violinistka prva v Betonovem orkestru. Obe se upravičujeta, da se danes zaradi razdalje nista mogli udeležiti te prireditve. Dve sestro pa poznate in veste, da nas je okužil vse 4 z violino in da smo tudi zraven in gledale in pomagali pri izdelovanju violin. In tako da smo dobro vedeli, kaj počne. Zraven tega bi še o očetovem delu povedala, da je bil tudi restaurator, saj je popravljal stare instrumente, seveda pri svojih učencih. Kako najbolj znana violina je bila Tartinjeva violina, ki je v Piranu, ki jo je iz samih kosov spet sestavil in naredil tako, da se sedaj da na njo igrati in da se lahko na njej izvajajo koncerti. Nekaj besed pa je spregovoril tudi kamniški župan. Rad bi povedal, da so pri nas v Kamniku, da je živelo in živi seveda veliko ljudi, ki so morda drugje bolj cenjeni kot pa pri nas doma. In ravno tako je z ljudmi v Kamniku, ki so ponesli ime Kamnika v svet in kot je rekla gospa, na Ptuju ga znajo ceniti, pri nas pa morda malo manj, vendar nič ni zamujenega, da se še vse popraviti. Nekaj smo naredili že s tem, da smo se zbrali danes tukaj, da obeležimo spomin na tega velikega človeka, ki je bil hkrati tudi neke vrste inovator na tem področju in je seveda tudi s tem pripomogel boljšemu predstavljanju violinske glasbe, ki vemo, da je zelo zahtevna. To je za moje pojme, sicer sem laik v teh zadevah, ampak se mi zdi, da je to ravno tako, kot mora biti kot pri športu gimnastika, kjer terja res veliko vaje, veliko odrekanja, veliko naporov, da izvabiš iz sebe tisti zvok, ki ga želiš. Je pa seveda tudi odvisno, kako je violina izdelana. Vemo, da je tudi tako kot tudi pri drugih inštrumentih. Sam sem, če se smem malce pošaliti, en konec mizarja, nisem delal srednjo lesarsko šolo, ampak je to zame kot vesoljska ladja. Tako da je res občudovanja vredno, kdo zna narediti ta inštrument, potem pa celo nam zaigrati. Na koncu sta na violini zaigrala še Maksimilijanova hčerka Monika Skalar in njegov vnuk Tim Skalar Demšar.